Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Dvorana Prešernovega gledališča je v soboto popoldne pokala po šivih. Napolnile so jo vse generacije, otroci, starši, babice in dedki. Čeprav je pravljica stara, živi še danes. Izredno ljuba pa je tudi igralcem, ki so jo preteklo soboto uprizorili že 100-tič. Ja, take stvari so v teatru vedno nekaj neverjetno lepega in hkrati malo sentimentalnega, ampak lepo je, ker veš, da se bo to še igralo in kakor imam jaz informacije, mislim, da bo ta Muca še ostala na železnem repertoarju Prešernovega gledališča. Vedno je lepo, moram reči, da zelo radi igramo to predstavo in otroci jo zelo lepo sprejemajo, od unih najmanjših do malo večjih, no, tako da fino se nam zdi, da smo prišli tako daleč. Legendarno Muco Copatarico so pred 9 leti postavili na oder režiserka Katja Pegan, dramaturginja Marinka Poštrak, scenograf Damjan Kavaca in drugi. Premierno uprizoritev je doživela februarja 2008. Po 9 letih pa je sledila 100. uprizoritev. Pravljica Ele Peroci z leta 1957 pa letos praznuje visok jubilej, kar 60 let. To je predstava, kjer vedno uživamo vsi, jaz še posebej, mi ni treba hoditi, ker se me pripelje gor, pa tudi fajn mi je to, ker otroke kar zvije, ker se pojavi Muca Copatarica, tako kot je pač Katja zrežirala, ne, je to precej tak prihod impozanten, ne, prav tako. Ja, magičen trenutek in to en zelo dogaja, ne. Otroci so bili nad predstavo navdušeni, zato komaj čakajo ponovitev, tega pa se veselijo tudi igralci gledališkega ansambla Prešernovega gledališča. Pa to je predstava, ki je večna, no. Jaz nimam tega občutka, da je zdaj 100, jaz si samo želim, da bi bila še, no. Ker je to otroška klasika, ne. Otroci, ne glede na to, katera generacija, to je že res stara zgodbica, ne, je ravno tako deluje. Muca Copatarica tako ni le knjiga za lahko noč, je nekaj več. Je pravljica z mnogimi sporočili in nauki, zato mora ostati tako na repertoarju večernega branja kot predstavitev v gledališču.